Predzadnja tekma v sezoni v Ljudskem vrtu se je končala s porazom. Celjani so z 2 goloma v drugem polčasu poskrbeli za drugi zaporedni poraz po tistem v Kidričevem. V primerjavi z zadnjo tekmo je Darko Milanič po napovedih znova dal priložnost nogometašem, ki so v tej sezoni igrali manj. Tokrat sta v prvi 11-terici začela Adis Hodžić na desnem boku in Danijel Vujčić v zvezni vrsti. Začelo se je obetavno, po podaji z desne strani je z glavo prvi poizkusil kapetan. Naslednji do zaključka znova z glavo po prekinitvi Marko Šuler. Najobetavnejšo priložnost v prvem polčasu pa je po lepi podaji Tavaresa zapravil Dino Hotić. Prvi polčas pa se je zaključil s sporno situacijo, ko je v poizkusu Tavaresa eden izmed Celjanov igral z roko. Tudi v drugem polčasu veliko dobrih priložnosti ni bilo. V 57. minuti pa vodstvo za Celjane. Po nekaj podajah v kazenski prostor je Džinić na koncu zavrnil žogo do Cveka, ki je na polno udaril in dovolj natančno meril za vodstvo Celja 1:0. Sledil je odgovor s klopi, Darko Milanič je v igro poslal Sandija Ogrinca in Grego Bajdeta. In prav Bajde je pripravil prvo priložnost, ko je podal Vilerju. Sledilo je nekaj poizkusov z glavo, toda tako Luka Zahović kot Marcos Tavares sta bila nenatančna. Na koncu, namesto izenačenja, še drugi gol Celjanov. Po soočenju z vratarjem Obradovićem je Podlogar zadel vratnico, toda od vratnice se je žoga nesrečno odbila od Hodžića čez golovo črto. Na koncu Maribor Celje 0:2. Jaz sem upal in tudi govoril, da bo drugače. Upal, jasno, da besede dosekrat niso dovolj, da smo padli v en trenutek poškodb veliko in tudi rotacija, kakorkoli bomo temu nekaj iskanje nekih rešitev, minute dobivajo fantje, kateri niso dosti igrali v tej sezoni, je pripeljalo do tega, da na igrišču vsaj te zadnji 2 tekmi ne izgledamo dobro, oziroma niti slučajno taki, kot bi želeli biti. Smo v enem obdobju, ko nam nekako ne steče, nasprotniki izkoriščajo tiste priložnosti, ki jim damo in pustili smo jim preveč prostora in Celje je to znalo izkoristiti. Naslednja tekma Mariborčane čaka v Fazaneriji v Murski Soboti, nasprotnik domačin pa bo Radomlje v nedeljo 5:5. Motivacija mora biti, nekako jo moramo najti tudi, če v glavah ni več enako. Moramo se čim bolje pripraviti na tisto, kar nas čaka po pauzi in jaz verjamem, da bomo našli motivacijo za te 2 tekme. Najboljši na planetu.